Šentjurski fotograf Leopold Murn je od 30 let 20. stoletja naprej z objektivom beležil dogodke, vsakdanje življenje in spreminjanje krajine na Šentjurskem, ter ustvaril bogato kroniko tistega časa. Zgodbo o šentjurskem ljubiteljskem fotografu je delil avtor razstave Leopold Murn, šentjurski fotograf, zgodovinar Jože Rataj iz Pokrajinskega muzeja Celje. V seriji filmov Zgodbe naših ljudi predstavljamo krajane, ki s svojim predanim delom, znanjem in kreativnostjo zaznamujejo življenje v skupnosti in skrbijo za prepoznavnost Šentjurja. Dobrodošli med Šentjurčani. Leopold Murn je bil sicer izučen krojač, ki je prišel v svojih mladih letih iz rodnega Kalobja na obrobje Šentjurja k Sveti Rozaliji, kjer je bil eden izmed njegovih sosedov, mežnar, hkrati tudi krojač. Pri njem se je izučil krojaške obrti. Seveda se je pa v tem času začel že počasi zanimati za fotografijo in tako že v času, ko je živel tukaj pri Sveti Rozaliji, je začel počasi z prvim fotoaparatom ovekovečiti razne dogodke pri sami Sveti Rozaliji, v Rozalski gorci, potem tudi sam Šentjur, trg takratni in pa dogajanje v takratnem trgu. Značilnosti njegove fotografije so bile seveda podobne kot pri drugih fotografih. Tu je treba vzeti v ozir tudi dejstvo, da on ni bil šolan fotograf. On je bil ljubiteljski fotograf, ki je začel nekako fotografirati dogodke, ki so ga obkrožali, bodisi dejansko od opravil na poljih do raznih opravil v vinogradih, pri obiranju hmelja, do kasneje prvih obhajil, seveda pa porok in pa pogrebov. Kajti to je bil tisti osnovni fond bolj ali manj vseh teh podeželskih, vaških, krajevnih fotografov. In pa seveda kasneje tudi fotografiranje šolskih skupin, učencev v šolah in pa seveda portretnih fotografij in pa fotografij za dokumente. S tem se je formiral širok spekter njegove zapuščine, ki je nastajal skozi desetletja in tako je nastajala dejansko neka fotografska kronika ne le Šentjurja, ampak tudi številnih okoliških krajev. Kasneje je imel svoj atelje v hiši, kamor se je potem preselil za svojo družino, tukaj na Ljubljanski ulici v Šentjurju ob Pešnici. To je bila nekdanja Belejeva gostilna, katero sta skupaj z ženo Faniko, ki je bila šentjurska učiteljica, potem tudi kupila. In tam je dejansko bil atelje, kamor so hodili potem tudi na fotografiranje po poroki, hodili smo se fotografirati za dokumente in pa podobno. Tako da ta atelje je ostal v tej hiši, tako rekoč, dokler hiša ni padla, dokler hiša ni bila porušena v preteklem letu, tako da danes je pa ta atelje, gradivo tega ateljeja spravljeno v Pokrajinskem muzeju Celje. No, kot sem že dejal, da je bil kronist, on je dokumentiral vse. Tukaj od kmečkih opravil do žegnanj, do recimo nemških vojakov tudi v medvojnem obdobju. Zanimivo so nekateri dokumenti, ki so ohranjeni, ki pričajo o tem, da je tudi fotografiral za potrebe propagande Osvobodilne fronte, partizanskega gibanja med drugo svetovno vojno. Da je številne fotografije so domačih fantov tukaj iz Šentjurskega, ki so bili v nemški vojski, ki so prihajali na dopust in so nastajale te njihove dokumentarne fotografije. Potem v povojnih letih je fotografiral mitinge, recimo, na katere so odhajali ljudje, potem prve volitve. Zanimiv je fond fotografij, ko je fotografiral plebiscit, ko se je takratno prebivalstvo odločalo med republiko in monarhijo. Potem seveda tudi obiske predsednika Tita še leta 1978. Potem tudi praznovanje občinskih praznikov, krajevnih praznikov, številnih koncertov, novomašnih prireditev, potem seveda slovesov tudi šentjurskih župnikov in okoliških župnikov, potem pasijonov.
Potem recimo gre seveda za vrste fotografij. Eno zadnjih, nekako, kar sem zasledil, je še obeležitev tudi razglasitve Šentjurja za mesto leta 1990, ko je Kučan posadil lipo na današnjem Mestnem trgu in podobno. Veliko je takšnih dogodkov, veliko je takšnih anekdot vezanih na njega. Vsi se ga spomnimo, ko je prišel, da je vedno želel čim bolj optimalno tudi namestiti portretiranca. To se je potem trudil, skakal sem, skakal tja, tak, ptička, nasmeh. Potem je pa šklocnil fotoaparat. No, seveda, včasih ga je zaneslo tudi pri kakšnih resnejših zadevah. Recimo tudi sam se ga spomnim na kakšnem pogrebu, ko sem sodeloval kot ministrant, ko je potem poskušal, pa ni v redu, toliko, da ni rekel žalujočim, da naj se malce bolj tako postavijo, da bo lepša fotografija, ampak to so tisti dogodki, ki so se vtisnili v spomin. Seveda tudi sam se ga še spomnim, njegovega kolesa, 2 torb z objektivi, fotoaparati. Kasneje seveda tudi, ko se je že vozil z avtomobilom po Šentjurju in pa tako, ko je prihajal recimo pred šolo, pa nas postrojil tam na stopnišču, da bo čim lepša fotografija. In to so res spomini, ki ostajajo, čeprav seveda samega fotopoldeka, kot smo ga poznali, že 26 let ni več. Nekako moja želja, ne toliko kot muzealca, ampak tudi še bolj kot domačina tukaj v Šentjurju, je vsekakor to, da bi ta zbirka, ta zapuščina dobila neko mesto, nek prostor, kjer bi lahko tudi tisti, ki so kasneje prišli živeti v Šentjur, ki se ga ne spomnijo ali pa mlajše generacije, bi nekako spoznavali to njegovo dediščino in pa to njegovo zapuščino. Kajti kot vidimo, kaj so naredili lahko v Šmarju pri Jelšah z zapuščino Stavka Ciglenečkega kot šmarskega fotografa. Sploh da ne govorimo, kaj je v Celju z dediščino Josipa Pelikana, čeprav tukaj moramo vedeti, da gre za šolanega fotografa. Vsekakor je pa to nek segment dediščine, za katerega bo največja škoda, da se bo iztrgal v času in nekje poniknil v nekih škatlah, na nekih policah in v nekih omarah. Kajti vendarle je moje prepričanje, da to sodi sem v Šentjur, kajti tudi fotopoldek je bil ponosen Šentjurčan, ponosen na svoj Šentjur in pa na te kraje okoli Šentjurja.